Ja, najlepša hvala, gospa Andreja, za ta uvod in lep pozdrav vsem skupaj iz deževne Izole danes. Gospa Fiala Novak je že nekaj povedala tudi o matičnem mlečku, in sicer ona se je predvsem osredotočila na imunski sistem, no med vezalo bova pa povedala nekaj o učinkih matičnega mlečka na sistemsko vnetje oziroma na nizko stopnjo kroničnega vnetja, ki se pojavlja pri prekomerni telesni masi oziroma pri debelosti. Zdaj v okviru javnega razpisa projektnega dela z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem regionalnem okolju, se pravi na kratko je ta projekt imenovan Po kreativni poti do znanja, smo raziskovalci in študentje z Univerze na Primorskem, s Fakultete za vede o zdravju, skupaj s podjetjem Medex izvedli randomizirano dvojno slepo klinično študijo, kjer so nas zanimali učinki matičnega mlečka na različne biokemijske markerje pri asimptomatskih zdravih posameznikih. Zdaj ne bom izgubljala ne vem koliko besed, o matičnem mlečku je res gospa Fiala Novak že povedala dosti. Se pravi, mogoče samo to, no, da pravzaprav ga lahko najdemo v različnih oblikah, ne, kot prehransko dopolnilo, lahko v kozmetični industriji, v obliki različnih krem, sirupov, lahko tudi kapsul. No, gospa Fiala Novak je tudi že povedala o maščobni, nenasičeni maščobni kislini, ki je prisotna v matičnem mlečku, se pravi, to je 10-hidroksidekanojska kislina, ki je pravzaprav najbolj prepoznavna bioaktivna komponenta matičnega mlečka in poleg, da igra pomembno vlogo pri odpornosti, kot smo slišali, je tudi zelo pomembna igra pomembno vlogo pri vnetju in pa tudi pri oksidativnem stresu. In seveda tudi en kriterij kakovosti velja, ne, koliko je te nenasičene maščobne kisline pravzaprav prisotne. Se pravi, več kot je prisotne te kisline, kakovostnejši je tudi matični mleček. Za matični mleček je bilo pokazano, da ima številne pozitivne učinke na zdravje, in sicer med te učinke spada vazodilatacija, kar pomeni, da povečuje pretok krvi skozi žile, zniža krvni tlak, ima tudi zelo dober antioksidativen potencial, antitumorsko aktivnost, protivnetno aktivnost, ne, kar pomeni, da zavira snovi, ki delujejo v našem telesu, ki pospešujejo vnetje, in seveda tudi druge lastnosti. Res pa je, da je večina teh študij bila opravljena na celičnih linijah oziroma na laboratorijskih živalih. Zelo malo pa je bilo do zdaj takih študij, ki so bile opravljene na ljudeh. In prav zaradi tega smo pravzaprav na Fakulteti za vede o zdravju se odločili, da izvedemo klinično raziskavo in ugotovimo, kakšni so vplivi matičnega mlečka na lipidni profil, se pravi, tukaj smo hoteli bolj potrditi rezultate, ti rezultati so bili že narejeni. No, kar nas je pa najbolj zanimalo, je pravzaprav, kako matični mleček vpliva na to nizko stopnjo kroničnega vnetja, ki se pojavlja pri prekomerni telesni masi oziroma pri debelosti. Debelost, kot veste, je bolezen epidemičnih razsežnosti, je tudi eden najresnejših javnozdravstvenih problemov 21. stoletja. Debelost je povezana z številnimi obolenji, kot je recimo presnovni sindrom, lahko mu rečemo tudi metabolni sindrom, kjer gre za skupek nekih presnovnih motenj. Povezana je tudi s sladkorno boleznijo tipa 2, srčno-žilnimi obolenji, zamaščenostjo jeter in pa tudi nekaterimi rakavimi obolenji. No, in prav kronično vnetje, ta nizka stopnja kroničnega vnetja, predstavlja to ključno povezavo med debelostjo in razvojem teh bolezni, ki sem jih malo prej naštela.
Torej zdaj, mogoče, če si pogledamo, kako sploh je debelost povezana s kroničnim vnetjem, mislim, da bo najlažje pravzaprav to razložiti preko te slikice. In sicer dolgo so mislili, da ima maščobno tkivo v našem organizmu vlogo samo v energijskem metabolizmu, dandanes pa vemo, da je maščobno tkivo zelo pomemben endokrini organ in deluje kot žleza v našem organizmu. Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni, da maščobno tkivo sprošča različne snovi, ki jih imenujemo citokini, lahko sprošča tudi različne hormone. In te snovi, citokini oziroma hormoni, imajo lahko protivnetno delovanje, se pravi, se bojujejo proti vnetju, nekatere snovi pa to vnetje oziroma vnetje pospešujejo. Se pravi, če imamo pri debelosti je običajno, da imamo več maščobnega tkiva, ne, kar pomeni, da se v naš organizem sprošča več vnetnih dejavnikov. Še ena stvar je, ki se pojavlja pri debelosti, in sicer ta, da se pri debelosti v našo maščobno tkivo pravzaprav vrinejo specifične celice imunskega sistema, se pravi makrofagi, in ocenjeno je, da je v maščobnem tkivu, da se lahko nahaja tudi do 40% teh infiltrirajočih makrofagov. In te celice imunskega sistema še dodatno sproščajo snovi, citokine, ki to vnetje pri debelosti še pospešujejo. Zdaj, te snovi so recimo TNF-alfa, to je en tak vnetni citokin, ki je pravzaprav tudi prvi citokin, ki je bil povezan z vnetjem in debelostjo. No, potem pa imamo še adiponektin, prej sem omenila, da recimo maščobno tkivo sprošča tudi take snovi, ki delujejo proti vnetju, no in adiponektin je recimo adipokin, hormon, ki deluje v našem telesu protivnetno, in adiponektin smo tudi mi merili v naši študiji. Zdaj, kako sploh mi merimo kronično vnetje v našem organizmu? Merimo ga s pomočjo količine C-reaktivnega proteina oziroma na kratko ga označimo CRP protein. Zdaj, pri nizki stopnji kroničnega vnetja, ki ga imamo pri prekomerni telesni masi oziroma pri debelosti, ta CRP sicer ni povišan do takšne mere, kot recimo ga imamo povišanega pri kakšni virusni oziroma bakterijski okužbi, še vedno je v mejah normale, vendar je njegova vrednost rahlo povišana. Torej, kaj zdaj pravzaprav ta nizka stopnja kroničnega vnetja sploh pomeni za naš organizem? Zdaj, ko govorimo o prekomerni telesni masi, o debelosti, se osredotočamo bolj na to vnetje, ki nastaja v maščobnem tkivu. No, vendar na podlagi številnih raziskav pa vemo, da ta nizka stopnja kroničnega vnetja se ne pojavlja samo v maščobnem tkivu pri debelosti, ampak v bistvu se te vnetne poti odvijajo tudi v drugih organih, kot na primer jetrih, mišicah, hipotalamusu, trebušni slinavki in nenazadnje tudi v črevesju. Zdaj, znano je, da je v jetrih debelih oseb značilen povečan nivo izražanja številnih provnetnih proteinov. Potem pri debelosti lahko pride tudi do vnetja mišičnega tkiva, ker opazili so, da so tam povečane količine vnetnih citokinov, kot na primer TNF-alfa, interleukin 6 in drugi. No, poleg tega je tudi v hipotalamusu debelih oseb povečana tvorba teh provnetnih citokinov, no in ti provnetni citokini pravzaprav povečajo oziroma spodbujajo odpornost do leptina, to je pa hormon, ki igra zelo pomembno vlogo pri uravnavanju apetita, in tudi leptin smo mi merili v naši klinični študiji. Tako. Torej, se pravi, vedno, ko začnemo
za neko klinično raziskavo se pri nas pripravijo, se pravi, protokol in vlogo za to klinično raziskavo pri nas pripravijo za to kompetentne osebe in pred samo izvedbo te klinične raziskave ta protokol vedno pregleda in pa potrdi še pristojna etična komisija, tako da to je bilo odobreno tudi strani etične komisije za našo raziskavo in šele, ko smo dobili to potrditev, odobritev, smo lahko z klinično raziskavo tudi začeli. Torej, zdaj, kako je sploh potekala, koga smo vključili, kako so potekale meritve, se pravi, glavni cilj za pridobitev preiskovancev za našo klinično raziskavo je bil ta, da smo dobili zdrave asimptomatske posameznike in sicer kriteriji so bili, da so imeli prekomerno telesno maso, stari tam nekje med 25 in 60 let in kar je pomembno, da niso imeli prisotne nobene bolezni, niti niso jemali nobenih prehranskih dopolnil, tudi zdravilne, in da se jim telesna masa ni bistveno spreminjala v zadnjih 3 mesecih. Torej, zdaj posameznike smo razdelili v 2 skupini, se pravi, naključno smo jih razdelili v 2 skupini, s tem, da smo gledali, da so bili enakomerno porazdeljeni po spolu, starosti in pa indeksu telesne mase ter deležu maščevja. In ena skupina je jemala matični mleček zjutraj natešče, 2000 miligramov, se pravi 2 kapsuli matičnega mlečka, druga skupina pa je jemala isto količino placeba. Matični mleček in placebo se po vonju, obliki in pa okusu nista razlikovala. Zdaj, kako so potekale meritve? Se pravi, imeli smo 4 meritve, in sicer prva meritev ob začetku raziskave, potem po 4 tednih, 8 tednih in še po 10 tednih jemanja matičnega mlečka, oziroma matični mleček so jemali 8 tednov, 2 tedna kasneje smo še izvedli eno meritev, ker pravzaprav nas je zanimal ta učinek matičnega mlečka še po prenehanju jemanja. Se pravi, 4 meritve smo imeli. Kaj smo pravzaprav, se pravi, pri vsaki meritvi so naši preiskovanci tudi prejeli različne vprašalnike, kajti zanimal nas je tudi emocionalni vidik zadovoljstva, potem nas je zanimalo tudi stanje anksioznosti in ocenili so tudi apetit. Tekom naše študije so preiskovanci izpolnjevali tudi tako imenovan prehranski dnevnik, to pa zato, ker smo želeli, da se življenjski slog naših preiskovancev tekom raziskave čim manj spreminja. Se pravi, želeli smo, da imamo čim manj nekih zunanjih vplivov, ki bi lahko vplivali na recimo učinke jemanja matičnega mlečka. Se pravi, čim manj naj bi spreminjali življenjski slog. No, zato so tekom raziskave izpolnjevali tudi prehranski dnevnik, kjer so morali natančno napisati, kaj so zaužili tisti dan in tudi točno napisati, kaj so, se pravi, vso hrano, ki so jo zaužili in pa tudi tekočino. Torej, na dan meritev smo izvedli antropometrične meritve, kjer smo ocenjevali prehranski status, se pravi, izmerili smo višino, telesno maso, potem določili delež maščevja, delež mišične mase, stopnjo visceralnega maščevja, se pravi, to je tisto maščevje, ki se nabira okrog organov, in pa tudi določili fazni kod. Tudi fazni kod boste potem videli v rezultatih, se pravi, to nam pa pove neko, najbolj preprosto bi rekli, da nam to pove, koliko so naše celice zdrave, se pravi, zdravje celic. No, preiskovancem smo ob vsaki meritvi odvzeli tudi vzorec krvi za analizo kasneje različnih biokemijskih markerjev. No, zdaj pa bom predala besedo moji kolegici Zali Jenko Prašnikar, ker verjetno že vsi nestrpno čakate rezultate.
Lep pozdrav tudi v mojem imenu, tako da jaz vam bom pa na kratko predstavila rezultate študije. Zdaj, kot ste že slišali, smo posameznike mi razdelili v dve študiji, v dve skupini, torej v skupino, ki je jemala placebo kapsule in v skupino, ki je jemala kapsule z matičnim mlečkom. Zdaj, preiskovance smo v te dve skupini razdelili tako, da se niso bistveno razlikovali po osnovnih značilnostih. Torej, razdelili smo jih enakomerno glede na spol, tudi glede na starost, tudi glede na delež telesne maščobe in kot vidimo, so preiskovanci bili tudi si podobni glede na indeks telesne mase, celokupni holesterol in glukoze na tešče. To je pomembno, da so izhodni parametri preiskovancev si seveda podobni, preden začnemo samo študijo. No, tukaj vidimo prve podatke, torej prve rezultate. In sicer najprej so nas zanimali učinki matičnega mlečka, v primerjavi seveda s placebom, na antropometrične dejavnike. Zdaj, če pogledamo v tabelo, zanimal nas je delež telesne maščobe, pusta telesna masa, indeks telesne mase in fazni kod, ki je bil prej omenjen s strani kolegice. No, vidimo, da imamo meritve na začetku intervencije, po 4 tednih uživanja matičnega mlečka, po 8 tednih uživanja matičnega mlečka oziroma placebo in še po tistih 10 tednih oziroma po 2 dodatnih tednih, ko so preiskovanci že prenehali z jemanjem. Kaj vidimo? Vidimo, da se je v skupini, ki je uživala matični mleček, značilno znižal delež telesne maščobe. Tudi vidimo, da se je v tej skupini, ki je uživala matični mleček, statistično značilno znižal indeks telesne mase po 10 tednih in vidna je izboljšava, tudi spet statistično značilna izboljšava faznega kota. V primeru skupine, ki je uživala placebo kapsule, nismo zaznali nobenih statistično značilnih sprememb. Torej, na podlagi te tabele lahko rečemo, da je matični mleček imel učinek na parametre antropometrične dejavnike, torej na samo sestavo telesa. No, tukaj še enkrat grafično prikazano, kjer vidimo, da se je dejansko telesna maščoba, delež telesnih maščob znižal v statistično značilnem deležu in na drugi strani zvišal fazni kod, ne. Ker vemo seveda, da je delež telesne maščobe povezan z nizko stopnjo kroničnega vnetja, je seveda to za te naše preiskovance, ki so uživali matični mleček, seveda koristno. Zakaj? Ker ko mi znižujemo delež maščevja, si mislimo, da vplivamo tudi na metabolno zdravje, torej na nižjo stopnjo kroničnega vnetja. No, tukaj imamo naslednjo tabelo, kjer so prikazane meritve predvsem lipidnega profila in glukoze na tešče. Pod kratico TC pišemo totalni holesterol oziroma celokupni holesterol, LDL holesterol, HDL holesterol, triacilgliceride imamo in glukozo. Spet kaj vidimo? Da spet smo spremembe opazili samo v skupini, ki je uživala matični mleček. Vidimo, da se je statistično znižal celokupni holesterol, spet v skupini, ki je uživala matični mleček. Skupina, ki je uživala matični mleček, je statistično značilno znižala predvsem LDL holesterol, nekoliko se je znižal tudi HDL holesterol, ampak ni šlo za statistično značilne spremembe. No, triacilgliceride so tudi znižali preiskovanci samo v skupini, ki je uživala matični mleček, ampak vidimo, da je do te spremembe prišlo po 4 tednih uživanja matičnega mlečka, kasneje pa nismo več zaznali statistično značilnih razlik. No, in podobno smo videli tudi pri
serumski koncentraciji glukoze. Tudi v tem primeru so posamezniki, ki so uživali matični mleček, uspeli znižati serumsko koncentracijo glukoze, ampak statistično značilno spet samo po 8. tednu uživanja tega matičnega mlečka. Vidimo pa, da je trend nižanja izrazito opazen. No, v drugih primerih, torej, ko govorimo o preiskovancih, ki so uživali placebo kapsule, statistično značilnih razlik nismo zaznali. Pri LDL holesterolu je prišlo celo do rahlega dviga, ampak spet ni bilo statistično značilnih razlik. Torej, kaj smo zaključili? Da matični mleček je učinkoval na naš lipidni profil. Zakaj? Ker smo opazili še enkrat statistično značilno znižanje celokupnega holesterola, ampak spet le v skupini, ki je uživala matični mleček. In to znižanje je bilo kar izrazito, za nekje 8%. No, potem so nas pa zanimali seveda še vnetni parametri in tudi antioksidanti v našem organizmu. Torej, merili smo C-reaktivni protein, to je ta splošni kazalnik vnetja. Določili smo tudi serumske vrednosti adiponektina, še enkrat, to je protivnetni dejavnik, ki se sprošča iz maščevja, za katerega je pa značilno, da se seveda pri debelosti izloča v manjši meri, kot pa recimo pri posameznikih, ki imajo normalen indeks telesne mase. No, merili smo tudi bilirubin. Bilirubin je molekula, je naravni antioksidant in enako velja tudi za sečno kislino. No, zdaj, kaj smo določili? Spet so se izkazale določene pomembne razlike v skupini, ki je uživala matični mleček. In če najprej pogledamo C-reaktivni protein, vidimo, da se je kar drastično znižal pri posameznikih, ki so uživali matični mleček po 8 in ostal je nizek tudi še po 2 nadaljnjih tednih. V placebo skupini ni bilo opaznih statistično značilnih razlik, celo nekoliko se je ta protein povišal. No, veliko spremembo smo pokazali tudi pri adiponektinu. Še enkrat, gre za protivnetni hormon adipokin, ki se sprošča iz maščevja, in vidimo, da je v skupini, ki je uživala matični mleček, ta adiponektin, njegova serumska koncentracija bila bistveno višja kot v skupini, ki je uživala placebo. Tam se je ta adiponektin celo nekoliko znižal. No, pomembne razlike smo pokazali tudi pri molekuli bilirubina. Zdaj, molekula bilirubin je normalna seveda v koncentracijah nekje do 17 milimolov na liter, torej govorimo vedno o normalnih koncentracijah bilirubina, ampak vidimo, da se je bilirubin v skupini, ki je uživala matični mleček, nekoliko povišal, kar je seveda dobro, ker bilirubin je endogeni antioksidant in torej nam pomaga pri boju, ko govorimo o oksidativnem stresu. V skupini, ki je imela placebo kapsule, se je pa ta celo nekoliko znižal, tudi statistično značilno. Je pa res, da je placebo skupina imela v začetku nekoliko višje vrednosti bilirubina. Dobro, torej ključna ugotovitev je bila seveda, da matični mleček deluje na vnetne parametre in antioksidante. S tem imam v mislih predvsem CRP, torej protein sistemskega vnetja, in vemo, da je ta C-reaktivni protein oziroma sistemsko vnetje zelo pomembno pri razvoju debelosti in presnovnega sindroma, zato je seveda zaželeno, da čim bolj vplivamo mi na znižanje tega sistemskega nizke stopnje kroničnega vnetja
in s tem seveda lahko tudi znižamo C-reaktivni protein. No, tukaj še enkrat prikazana skica, ki vam jo je razložila že Ana Petelin, ne, torej pri debelosti govorimo o maščobnem tkivu, ki dosti bolj intenzivno izloča v svojo okolico razne vnetne dejavnike, zato je seveda CRP višji. In kaj smo mi dokazali, da dejansko pri uživanju tega prehranskega dopolnila, matičnega mlečka, se CRP in nasploh sistemsko vnetje nekoliko zniža, kar je seveda ugodno. No, na drugi strani smo pa tudi pokazali na povišanje endogenega antioksidanta bilirubina, spet samo v tisti skupini, ki je uživala matični mleček. No, in bilirubin, poleg tega, da je pomemben endogeni, torej znotraj organizma, ne, pomemben antioksidant, deluje tudi proti vnetju, torej ima dve zelo pomembni funkciji v našem organizmu. No, in še tretji dejavnik, ki smo ga podrobno analizirali, je adiponektin. To je protivnetni dejavnik in še enkrat, skupina, ki je uživala matični mleček, je statistično značilno povišala serumske koncentracije adiponektina. Torej, adiponektin pa ne deluje samo proti vnetju, adiponektin stimulira tudi razgradnjo maščobnih kislin, adiponektin stimulira tudi prevzem glukoze, torej ima pomembne zaščitne in koristne biološke vloge na številne organske sisteme v našem organizmu, zato kakršenkoli dvig seveda adiponektina je za posameznike izrednega pomena. No, na koncu nas je tudi zanimalo, kako matični mleček v primerjavi s placebo kapsulami deluje oziroma učinkuje na celokupni antioksidativni potencial. Torej, mi smo merili v serumu posameznikov celokupni antioksidativni potencial. Kaj to pomeni? Mi smo torej določili celotno količino vseh antioksidantov prisotnih v serumu, torej endogenih, eksogenih. Eksogeni so seveda ti, ki jih vnesemo s prehrano, endogeni so pa antioksidanti, ki nastanejo v našem organizmu. In kaj smo spet videli? Videli smo, da če uporabimo matični mleček, torej to prehransko dopolnilo, se nam ta celokupni antioksidativni potencial poveča, kar je seveda zelo dobro za naš organizem. Zakaj? Ker se mi bistveno lažje borimo proti oksidativnemu stresu, ki poteka neprestano v našem organizmu. Torej, neprestano se tvorijo številne reaktivne kisikove spojine in te reaktivne spojine je treba na nek način nevtralizirati, ali seveda z eksogenimi ali endogenimi antioksidanti. In čim večji imamo mi ta celokupni antioksidativen potencial, tem boljše je seveda za naš organizem. In spet ugotovili smo, ne, kot sem omenila, da matični mleček ima pozitiven vpliv na celokupni antioksidativen potencial. No, zanimalo nas je tudi, kako matični mleček vpliva na različne hormone. Nas je predvsem zanimal leptin. In kaj smo ugotovili? Ugotovili smo, da matični mleček vpliva na dvig leptina. Torej, zaznali smo statistično značilen porast leptina spet v serumu, ne. Pri kortizolu nismo opazili smo sicer trend, torej naraščanje kortizola, ampak ni bilo statistično značilnih razlik. Tako da tudi v placebo skupini smo opazili rahel dvig, ampak v nobenem primeru ni šlo za statistično značilnih, torej velikih razlik. No, in zdaj mogoče samo, da omenim leptin.
Zdaj, za leptin je seveda znano, da se izloča iz maščobnega tkiva, torej maščobno tkivo, vidite, izloča molekule, ki jih imenujemo leptin. In ta leptin seveda deluje preko naših možganov, hipotalamusa na vnos hrane. In sicer torej leptin vpliva na torej na znižan vnos hrane, zato ker leptin je sitostni hormon, torej in nam sporoča, da smo siti, zato moramo seveda znižati vnos hrane in na drugi strani povečati metabolizem glukoze, povečati porabo energijo in tudi metabolizem maščob. No, in kaj smo opazili? Tukaj imamo zapisano, da opazili smo statistično značilno zvišanje leptina le v skupini, ki je uživala matični mleček, za približno 17%, kar je kar veliko. Torej, ti preiskovanci so bili nasploh bolj siti zaradi, kot smo sklepali, uživanja matičnega mlečka. No, ko smo merili apetit s pomočjo take enostavne lestvice, smo videli, da se je tem preiskovancem res nekoliko znižal apetit, statistično značilno, kar bi lahko seveda razlagali s povečanim izločanjem leptina. Na drugi strani vidimo, da med preiskovanci v placebo skupini ni bilo opaznih značilnih razlik. No, zanimivo pa je bilo, ko smo merili tudi pozitivne in negativne emocije, da smo v skupini, ki je uživala matični mleček, opazili tudi statistično značilno zmanjšanje negativnih čustvenih stanj, kot so jeza, nervoznost in tako dalje. Zdaj, mehanizem, kako naj bi matični mleček na te negativne emocije in tudi na pozitivne, za katere vidimo, da so se nekoliko povišale, deloval, nimamo seveda jasnega mehanizma. No, tu so še enkrat povzeti rezultati, učinki matičnega mlečka, v kolikor seveda primerjamo skupino, ki je jemala placebo kapsule, s skupino, ki je uživala matični mleček. Še enkrat lahko izpostavim, da so bile bistvene razlike v antropometričnem dejavniku faznega kota, ki nam nekako napoveduje integriteto, zdravje celic, kot je omenila Ana Petelin. Veliko razliko med skupinami smo opazili v celokupnem holesterolu, torej to si zapomnite, torej da matični mleček znižuje celokupni holesterol. No, predvsem pomembne razlike med skupinama pa smo opazili v vnetnih dejavnikih in endogenih antioksidantih. Torej v vnetnem dejavniku CRP, protivnetnem dejavniku adiponektinu in endogenima antioksidantoma, bilirubinom in sečno kislino. Naj izpostaviti velja tudi še sitostni hormon, leptin, ki se je v skupini z matičnim mlečkom zvišal in spet govorimo seveda o značilni razliki med skupinama, ki sta uživala ena placebo, druga pa matični mleček. No, ker nas je na koncu zanimal še mehanizem, kako lahko matični mleček seveda vpliva na znižanje holesterola oziroma na spremenjeno vnetno stanje oziroma antioksidativen potencial, smo še pogledali, kako se spreminja izražanje genov. Zdaj, da vam samo na kratko razložim, torej mi merimo izražanje genov seveda tako, da iz določenih celic izoliramo celokupne RNA molekule in potem seveda merimo vrednost, količino posameznih teh molekul, ki nosijo zapis za nek specifičen protein.
In kaj smo ugotovili, ker je to mogoče malo bolj kompleksna snov, ugotovili smo, da se v skupini, ki je uživala matični mleček, to so ti črni stolpiči, zelo značilno spremenita predvsem izražanje dveh proteinov, in sicer tukaj sta zvezdico označena, tukaj gre za dva encima, ki sta vključena v biosintezo holesterola. Torej, pokazali smo, da se izražanje teh dveh genov, ki kodirajo zapis za encima, ki sta vključena v biosintezne poti holesterola, znižata. Seveda, če imamo znižano izražanje nekih encimov v naših celicah, to pomeni, da holesterola seveda manj tvorimo. In na tak način smo potencialno razložili, zakaj je prišlo do znižanja celokupnega holesterola v serumu. Na drugi strani smo pa pokazali tudi na znižano izražanje enega encima, ki je vpleten pomemben pri oksidativnem stresu. Zdaj, to smo pa seveda razlagali s tem, da matični mleček vpliva seveda na tvorbo različnih endogenih antioksidantov, in ker imamo že ogromno antioksidantov potem v posameznih celicah, ni več potrebe po tvorbi nekih encimov, ki bi katalizirali biokemijske reakcije, torej ki bi lovili te reaktivne kisikove spojine. No, zdaj za konec bi izpostavila zaključke naše klinične študije. Zdaj, ugotovili smo, da matični mleček, tukaj je treba izpostaviti, da so preiskovanci matični mleček uživali 8 tednov. V tem časovnem obdobju je matični mleček pozitivno deloval, vplival na lipidni profil, torej na količino maščob v našem serumu, predvsem na nižanje celokupnega holesterola. Matični mleček je v 8 tednih pozitivno vplival tudi na sistemsko vnetje, na dvig antioksidativnega potenciala in, kar smo tudi pokazali, na apetit. Zdaj, v kolikor po 8 tednih mi prenehamo z uživanjem matičnega mlečka, po 2 tednih zaznamo še vedno določene ugodne učinke, predvsem seveda še vedno na lipidni profil in tudi na določene parametre vnetja. Zdaj, mehanistično še niso vsi mehanizmi zelo natančno razjasnjeni. Jaz sem vam predvsem izpostavila mehanizem, ki je ključen za nižanje holesterola, torej matični mleček je vsaj v našem primeru deloval preko znižanega izražanja encimov, ki so vključeni v biosintezo holesterola. S tem bi zaključili. No, tukaj sva s kolegico izpostavili še naše ugotovitve, ki smo jih objavili v večji skupini še v eni mednarodni reviji in predstavili seveda vse te rezultate. In na koncu bi se vsem zahvalila za pozornost. Zdaj, midve sva seveda razlagali predvsem o učinku matičnega mlečka na sistemsko vnetje, na lipidni profil in ne toliko seveda v povezavi z imunostjo, odpornostjo, kar je dandanes mogoče nekoliko bolj zanimivo. Tako da še enkrat hvala za pozornost in vsem vam želim še lep dan do konca.